Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes, preden začnemo, naj vas spomnim, da se subskrbite na moj kanal in lajkate vsebino, ki vam je všeč, zato ker to vedno pozabim omeniti. Drugače pa bomo danes govorili o parabenih. Kaj sploh so parabeni, zakaj se jih tako bojimo in ali je smiselno, da se jih tako bojimo. Zdaj parabeni, jaz bom kar začela. Parabeni, to so družina konzervansov, torej preprečujejo, da se naš izdelek, naš kozmetični izdelek pokvari. Delujejo proti različnim bakterijam, proti različnim glivam in pa seveda niso prisotni samo v kozmetiki, prisotni so tudi v zdravilih in tudi v hrani. Ja, prisotni so celo v naravi, prisotni so v borovnicah, v jagodah, v olivah, ki jih obožujem. Tudi v kakšnih teh predelanih izdelkih, kot je na primer tudi pivo, vsi imamo radi pivo. Tako da parabeni so povsod okrog nas, no. In pa zakaj so tako razširjeni? Zato, ker imajo širokospektralno delovanje, torej delujejo proti velikemu številu bakterij, gliv in so v zelo nizkih koncentracijah že učinkoviti, torej ne rabimo dosti, da vzpostavimo dobro zaščito izdelka. So stabilni pri visokih temperaturah, različnih pH-jih, potem so primerni tudi za občutljivo kožo, so biorazgradljivi in pa zelo dobro je, ker so poceni. Tako da en kup dobrih lastnosti imajo parabeni. Zakaj pa so prišli na tako slab glas in zdaj vse mora biti paraben free, drugače ni zeleno, čisto in sploh. Ja, zaradi dveh študij, ki jih bom omenila. Mi je pa tudi smešno, na primer, naj omenim nekaj, ne mi zameriti mami, kako se prenašajo stvari od ust do ust, brez nekega znanja, brez podlage. Mami meni govori o enem izdelku, ja, veš, koliko je dober in vse, in še brez parabenov je. In jaz tako, mami, pa ti veš, kaj so parabeni? Pa daj mi meni, kaj me tle zaslišuješ? No, in tako jaz mislim, da za večino bi bilo, če jih vprašamo, kaj so parabeni, nimajo pojma, samo nočejo jih v svojih izdelkih, ampak to je čisto normalno. Jaz verjamem tudi, da za kakšno stvar nimam neke podlage, pa vse nekako odklonilno dobim občutek, zaradi tega, ker pač gre od ust do ust, ljudje si med sabo povemo, si zaupamo in potem ne rabimo ne gremo vse, kar je na svetu, toliko v detajle, da bi vse preverili. Za kozmetiko sem tukaj jaz. No, prva študija, ki je bila, se je pojavila 1998, torej že kar nekaj časa nazaj, in sicer, da imajo parabeni šibko estrogenski učinek. Torej, da bi se lahko vezali na receptorje za estrogen v našem telesu in potencialno vplivali na našo hormonsko ravnovesje v telesu. In ta študija je pokazala in vitro in vivo rezultate, da so parabeni zelo šibko estrogenopotentni. In sicer, jaz bom kar povedala, in vitro so dokazali, da je metilparaben 2.500.000-krat manj potenten kot estrogen, ampak to je pač šibka estrogenski potencial. Ja. Etilparaben 150.000-krat manj močan, rečemo, kot estrogen, propilparaben 30.000-krat in pa butilparaben 10.000-krat manj močan kot naravni estrogen. Torej, to so zelo šibke številke. In pa, na primer, če primerjamo kakšno kontracepcijo ali pa fitoestrogene, to so pač 10.000-krat bolj, imajo večji potencial kakor parabeni. S tem, da v kasnejših študijah to ni bilo dokazano. Ni teh dokazov. Potem so tudi in vivo naredili na podganah, last I know, mi nismo podgane, in pa inicirali so v podkožje. Mi izdelkov ne iniciramo v podkožje. In pa v ogromnih količinah, v katerih mi ne nanašamo izdelke, so inicirali parabene. To je pač vse, kar mi ne delamo, in s tem so dokazali spet zelo nizko estrogensko aktivnost. Pač tle je ful veliko stvari narobe, ker jaz verjamem, da če bi vzeli tudi, ne vem, čisto neko tako, ki se nam zdi inertno snov,
in jo injicirali z injekcijo v ogromni količini v podkožje, bi vplivala nekako na naše telo. Ker vedno je, ne, strup je lahko nekaj, če uporabljamo v normalnih količinah, ni strup, večina snovi, vse stvari so tako. Če uporabljamo v normalnih količinah, ni strup, če uporabljamo pa v blazno velikih količinah na neprimeren način, je to lahko usodno. Seveda. Logično. No, in potem se je začela ta estrogenska fobija, in potem je leta 2004 še ena zombi študija se pojavila, in sicer na 20 žensk na tkivih tumorja na dojkah 20 žensk so ugotovili prisotnost parabenov v teh tkivih. Vendar niso delali nobene kontrole, če na zdravem tkivu najdejo tudi parabene. Potem niso, v bistvu je bil zelo majhen vzorec, že to start with, ne, da začnemo že, da je bil majhen vzorec. Potem podabsorpcija tukaj ni bila dokazana, ker mi parabene tudi uživamo, in lahko je bilo to dermalno, lahko je bilo pa to čist pač z uživanjem parabenija, ne. In pa bili so zelo čudni ti blank, torej ti prazni sampli, brez tkiva, brez vsega, ker prazne kontrole so tudi vsebovale parabene. Torej, prišlo je do neke kontaminacije, nekaj ni bilo v redu in tudi vse kasnejše študije niso dokazale nobene korelacije med rakom na dojki in parabeni. Tako da nekako tudi sama avtorica Philippa Darbre je zatrdila, da to v študiji ni nikjer omenjeno, da parabeni povzročajo raka na dojki. To so pač potem kozmetični mediji potegnili ven, da naredijo zelo dobro zgodbo in da prodajo še več izdelkov pod imenom paraben free. In tudi sama Darbre je zdaj bil prav v Washington Postu članek, je v bistvu zaskrbljena glede tega, da se zdaj parabene uporablja kot strašljive konzervanse in uporablja vse druge, kakor da so ful varni, ker pač to ni dokazano in ona ni želela, da bi bil učinek na populacijo tak, da bi pač prišlo do tako slabega slovesa parabenov. Lahko si več preberete, bom dala tudi link. Ampak ja, te dve študije so bile udarne in šlo je do ust in zdaj so parabeni pač na slabem glasu. Moram povedati tudi to, da na v Evropski uniji konstantno pregledujejo ponovne študije parabenov in še vedno zagotavljajo, da so varni v količinah, ki se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, in to so pač pod 1%. In jaz sem delala s parabeni v laboratoriju in sem še vedno živa, še vedno sem tle. I'm okay. Na žlico jih glih nisem jedla, sem jih pa dajala v kozmetične izdelke in to so res zelo, 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 zelo majhne količine. Že takrat so mi rekli, da je pač problem zaradi tega, ker so parabeni na slabem glasu in da moramo potem formulirati vsemi drugimi, ki pa žal niso tako učinkoviti. Dogajajo se odpoklici celotnih kozmetičnih linij zaradi teh novih konzervansov, ki niso učinkoviti. Potem pa na teh novih konzervansih tudi ni dokazano, da so varni, ker ni niti približno toliko študij kot na parabeni. Tako da en primer je na primer Head & Shoulders paraben free šampon. Res nima parabenov, ampak ima namesto parabenov metilizotiazolin, ki pa je veliko bolj iritativen. In če bi delali podobne študije, kakor so jih delali na parabenih, čist preveč napihnjene, jaz verjamem, da bi tudi našli nek efekt, negativen efekt na telesu. Tako da, evo, tukaj nekaj dejstev. Zdaj, jaz sama se počutim varno, ko uporabljam izdelke s parabeni in jih bom še naprej uporabljala. Vi pa se odločite, ali ste team paraben, ali ste team paraben free. To je bilo vse, moje mnenje. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau.